Lep pozdrav vsem prisotnim. Če komu še do danes ni bilo jasno, kdo stoji za nezakonitim snemanjem v parlamentu 11. aprila letos, kar bi bil v vsakem Evropskem parlamentu prvovrstni škandal, in če do danes še komu ni bilo jasno, kdo je scenarist Tarče z dne 17. oktobra, po moje po današnjem stališču vedno bolj radikalizirane levice, dileme ni več. Torej, spoštovani, v takih okoliščinah, še posebej pa v okoliščinah, ko minister, ki je odgovoren za področje energetike v vladi, razburja javnost špekulativnimi in manipulativnimi navedbami, razburja javnost z retoriko ove aktivistov, na drugi strani pa skriva podatke in kot odgovoren za področje energetike ne da na mizo vseh relevantnih informacij, bi v referendumski kampanji spremljali politično kampanjo levo-zelenih skrajnežev, ne pa soočanja argumentov za ali proti nadaljevanju uporabe jedrske energije za proizvodnjo električne energije tudi v prihodnje. Izvedba referenduma v takih okoliščinah bi bila neodgovorna. Postopkovni predlog. Prosim, da izrečete opomin poslancu. Izrekel je trditev, ki je zrela za kazensko ovadbo. Kdo je snemal, preiskuje policija, organi. In ko bo jasno, kdo je snemal, bodo sporočili organi. V tej državi še nikdar nihče ni bil kriv, preden stvari niso bile dokazane. To je popolnoma kazniva izjava in to je izjavil človek, ki je del stranke, ki je pomočila prst v marmelado in zdaj s prstom išče, kaže v nas in išče žvižgače pri nas. Tako da lepo prosim, spoštovani kolegi iz SDS, umirite svoje konje in najprej naj se stvari dokažejo. Kajti jaz lahko prav tako domnevam, da ste pa morda vi, od katerih se odbije čisto vsaka afera pod tem soncem, to zakuhali zato, da ste blamirali morda partnerice iz vladajoče koalicije. Morda pa res. Prosim, da mu izrečete opomin, ker tole pa preseglo vse meje. Hvala. Mogoče sam tukaj, da interveniram. Zvočno snemanje, neformalni pogovor v prostoru Državnega zbora je seveda kaznivo dejanje. In seveda bo policija to raziskala. Lepo prosim, ne obtožujmo drug drugega, ker res ne vemo. Nisem zaznala, da bi bili vi eksplicitno kakorkoli navedeni, oprostite, kolegica Sukič, res, ampak prosim, da razumem čustveno razburjenost, tudi sama sem včasih, pa sem deležna marsičesa, tudi laži v nekih medijih in ne vem kaj, tako da prosim, če se malo umirimo, dajmo nehati domnevati, ker potem bomo prišli do medsebojnega obtoževanja in to res ni fajn, da to doživljati na svoji koži, tako da prosim, nehajmo s tem, policija se bo s tem ukvarjala. Jaz nisem nikogar obtožil. Povedal sem, da po današnjem stališču Levice, preberite si ga ali pa poslušajte ga si še enkrat, ni glede tega nobene dileme več. Želel sem povedati točno tisto, kar je bilo povedano strani predsednice Državnega zbora, zaradi tega ne bom ponavljal. Bi pa prosil, glede na to, da je poslanka, podpredsednica Državnega zbora Sukič zlorabila ta postopkovni predlog, da ji date opomin enako kolegu Kordišu. Spoštovana, ko sem govorila, da mu izrečete opomin, ker kaznivo dejanje je tudi kriva obtožba. In kar je poslanec naredil, je kriva obtožba. Govori kar tako iz svojih populističnih nagibov in iz genov svoje stranke, ki so enostavno prežeti s populizmom in zavajanjem. In to je to, spoštovani kolega. Tako da nehajte res krotovičice in ta naše današnje stališče je točno tako, kot je že ves čas. Prav nič novega niste zvedeli in da vladajoča politika ni enotna, tudi niste zvedeli zdaj, ampak ste vedeli že takrat, ko ste svoj prstek dali na plus, ko ste se odločili za odlok o referendumu. Hvala lepa. Dobro, kolega Černač, še vi, potem bomo pa vzeli 5 minut odmora, se ohladimo, pridemo nazaj. Samo 2 stavka, ni potreben noben odmor. Glejte, Nataša Sukič, temu, kar vi tukaj razlagate, ni namenjen opomin, ker vi ga morate dobiti, ker ste zlorabila poslovnik. Temu je pač namenjen nek drug mehanizem, imate ga v rokah, sprožite ga, če menite, da je karkoli narobe proti meni, ne obremenjujete pa s tem Državnega zbora in ne vodstva tega Državnega zbora. Dobro, v redu je. Zadihajmo mal, vdih, izdih, gremo naprej. Naslednji je, ne bomo opominov dajali, ker smo vsi tukaj le malo razburjeni in smo vdihnali, izdihnali. Zdaj ima magister Janez Žakelj stališče
Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati, izvolite.